Jutri imam izpit, vsaj 2 poglavji moram še predelati. Mogoče se še prej sprostim s kakšnim zanimivim videom. Nekdo mi je pisal na Instič. Res dolgo že nisem objavil na Facebook. Poglej, David je bil na potovanju, res ga moram povabiti na kavo. Ura je že 9, moram se učiti, spet sem porabil preveč časa na telefonu, potrebujem pomoč. Podobne težave imajo tudi učenci iz osnovne šole Luisa Adamiča. Ker dosta časa preživim na omrežju. Se včasih počutim bolj živčno, ker ko pogledam, koliko časa dejansko preživim na njem, se res vprašam, kaj lahko bi vse v tem času naredila. Da zmanjšam čas na telefonu, uporabljam posebno aplikacijo. Tudi jaz si bom naložil aplikacijo, ki me bo opozarjala na ure in minute, ki jih preživim na telefonu. Ta aplikacija mi pomaga tako, da na koncu dneva vidim, koliko časa sem preživela na telefonu, pa za kakšne stvari sem največ časa preživela. Kaj sem delala v tem času tedensko. Pa se pa ti zaveš, koliko časa si bil na telefonu in pol probaš ta čas čim bolj zmanjšati. Aplikacija tudi onemogoči dostop do drugih aplikacij za določen čas, ki pa si ga moraš vnaprej določiti. Poleg številnih tovrstnih aplikacij pa imajo sicer že nekateri telefoni takšne možnosti kar s posodobitvijo. Za konec pa še nasvet mladih Grosupeljčanov, kaj vse bi lahko infodromovci počeli brez telefona. Lahko raj s prijatelji, lahko kakšno koristno knjigo prebereš. Telovadba. Na tak način preživljanje koristnega časa. Ljudje povprečno preživimo okoli 4 ure dnevno na naših telefonih, kar je več kot 120 ur ali 5 dni na mesec. V enem letu tako skupno porabimo okoli 60 dni le za uporabo telefona.